Šah, ki ni šah. Šah, ki ni šah. Električna peč je dajala pozitivne življenjske signale. Zvok je nakazoval, da bo toplo. Vsaj nekoč v bližnji prihodnosti. Slutil sem, da je bolje, če jakno pustim kar gor. Res se mi zdi včasih smešno in samo včasih, kako ljudje prebavljajo reklame. On ne prebavlja reklam. Hodi po njih. Sedel sem in čakal na boljše čase, kot vedno, potem pa še na Franca, ki je z nadetimi slušalkami stal sobo stran in poslušal kdo ve kaj. Z nekim dekletom sta posnela, kar se je posneti dalo tisti dan. Je vzvišen nad dogajanjem, nad dnevnim dogajanjem. Zanj reklame ne obstajajo. Jih ni. Dvomim, da ve, kakšna je cena Ariela pri tušu, če ga imajo. Ugotovitev, da posnetek ni perfekten, je zmotilo vprašanje, če bi kavo. In kakšna je v šparu? Zvečer nikoli ne odklonite kave, ker, to se pač ne dela. Meni diši na prav poseben način, ki ne potrebuje ulepšanja. To, da bom po darjuhu do 4. zjutraj z eno oko miže gledal najboljše televizijske ponudbe za palični mešalnik, medtem ko mi bo srce utripalo na napačen način, pa ne ostane skrb za prihodnost, ki je bila tedaj oddaljeno dekle. In samo v reklami Mercatorja je slika rabarbare. Reklame, vidim jih od mize, mu po hodniku silijo pod vrati v WC. Long distance zveza se tu obnese, ker predpostavljamo, da je čas kot ženska. Zapleteno, nezapleteno, kakor pride. Meni sicer ponavadi zmanjka vedno nekaj malega. Ta občutek pozna vsak, ki ga življenje tepe. Vprašanje tu ni koga tepe, ampak sploh koga boža. Franc ne obupa. Stoično prenaša, a dvomim, da bo še dolgo, to hlastanje po oblasti in moči skozi kovance, skozi reklame. Zmanjka mi vedno kakšen dan. Pri izpitu mi zmanjka tudi tistih 5 minut, zadnji izdihljaj črk, ki krvavi od euforije, ko se še nekaj spomniš. A ti vzame list. Brezobzirnost pri uničevanju planeta. Predzid in puška. Bum! Metke bo že nekdo plačal. Ni metafora. Pa dobro, je. Če ne drugega, mi zmanjka en dan, da se bi bolje pripravil. Tudi če ne zamenjam datume izpita, tudi takrat. Načeloma je govora vedno v enem dnevu. Joj, kako fino, fajn bi vse bilo, če bi imel več časa. Bullshit in iluzija. Niti pri igri, naj si bo to go ali šah, pravi šah, nihče od naju ni pol tako brezobziren. Res, da oba želiva zmago. Čisto morda ni prava beseda, mešal drek, kot ga in kot ga bom, dokler ne pade kvazi produktivna ideja. Smo na čakanju. Voda je zavrela in dišalo je po tisti prej omenjeni kavi. Rdeča pesa je 49 centov, naznani gostitelj. Džezva je delovala, kot da je iz Balkana, kava pa je bila... Nekdo jo je trgal, mlel, to gotovo. Slovenci verjetno ne. Morda so celo mučili kakšne afriške pobaline, ki so imeli minuto prosto in so šli na zrak, beri na cigaret. Krompir v 10-kilski embalaži. Kava se ti bo ohladila. Pomešal sem z onim krompirjem iz Lidla. Franc gleda kot zaboden. Med kopanjem diamantov in trojnim udarcem biča, ki odmeva kar pogosto, se prav preleže dim ali dva. Potem pa so morali kavo mlet. Recimo kar zobmi, to bi bilo bolj dramatično. Pa pizda, to pomeni, da so s Francom takle nič hudega sluteča deležna nič kaj dobri reklami filantropije belega človeka. Ni bil iz Lidla, menda je bil Hofer. Marsikaj je lahko, mu rečem, in upam, da bo končno prisedel. Sva midva tudi kriva, sem se vprašal. Von kave in prvi požirek je odplaknil to bedno idejo o sokrivdi. Moja pozicija me je malce razveselila. Med pečjo, mizico s pepelnikom in čokolado na desni, to je bil moj raj. Vedno več reklame na sekretu, reče Franc in postavi kamenček. Kar na sredino je udaril. Mislim, da je skrivnostni čar v tem, da tudi ko si nekje na obisku, ugotoviš svoj idealen življenjski prostor. Ti kot gost se moraš počutiti pač idealno. Po mojem lahko celo glava hiše trpi, ker jebi ga, on lahko tako ali tako uživa kasneje, v tem primeru, ko se pobereš in mu poješ ter popiješ, kar pač bivalnik tisti trenutek ponuja. Takšni smo, kaj? Je kaj narobe s tem? Sliši se barbarsko, že res, ampak udobje je tako redka stvar, ki je lahko zgrajena iz samih malenkosti,
tako da tega enostavno ne gre zanemariti. Moje spoštovanje v Dobju. Hajl in vsi kriki tega sveta, pa tako dalje in tako naprej. Brez asociacij, ki mejijo na smešne brke Avstrijca, ki je v mladosti malo pregloboko vdihnil čudežno lepilo, kakopak. Kot bi mi jih nekdo nosil. Saj ti jih. Malo sem začuden na to, naj rečem, radovednostjo. Kdo pa? Že kak poštar. Igrala sva Go, ki je, kaj se bi trudil, kitajski šah, ki ima toliko kombinacij, da se ti čisto zblede. Tista punca od zadnjič ima menda tudi ime, je opazila, da so kamenčki, s katerimi se ta reč igra, sila podobni starim bombonom, katerih imena se prav tako ne bom spomnil. Vsaj beli, ker drugi so še črne barve, tiste pa ne bi dajal blizu ust. Zmagaš, ko nasprotnika obkoliš, oziroma ko si prilastiš čim večje število ozemlja in tako imenovanih zapornikov. Ne mi reči, ko mi je govoril o poštarju in se je skliceval na etiko, sem sklenil verigo in mu likvidiral 7 kamenčkov. Begonije! Veš, po čem so begonije? Gledal sem na uro, malo iz firbca, malo pa iz časovne stiske. Imel sem nekje 2 uri na razpolago, vsaj tako sem planiral. Igrala sva 5 ur in 8 minut, če so moji izračuni blizu realnega. Pelargonije? Ne, begonije. 3,99. Nahranila sva se s skodelico kave, 4 pokajenimi, nekaj čikov je tudi izdihnilo, 2 celi veliki milki ter Franc je vmesno glodal kurjo nogo. Zdaj, naj bo to kulinarično še tako sporno, naučila sva se igrati Go. Ampak begonije, da se reče, imajo eno samo napako. In ta je, zdaj mi je on izpulil 4. Ni rečeno, ampak zdi se, da sva vse bližje resnici. Pravila sva si sproti prilagajala, bere izmišljevala, da so ustrezala neki logični strukturi. Kdo pa še bere navodila, ne se hecati. Med pobiranjem se je potrudil in koj pojasnil, da ne rastejo pri meni. Kot veliki Gatsby je gazil po reklamah. 8 minut čez 10 torej. Vstal sem in si prižgal še enega. Ugotovitev, da imam še 3 cigarete, je v meni povzročila desperatno stanje. Njegovo geslo pri Goju, gazimo, nič ne pazimo, je prišlo ekspresivno do izraza, ko je hodil po reklamah. Nakazal sem, da počasi odhajam. Vprašal me je, koliko je moja ura. Menda sem sužen časa, saj imam fiksne termine, ki me glodajo medtem, ko ima on uro nastavljeno kar tako, poljubno. Ta beseda, sužen namreč, me je nekako spomnila na to, da bi naslednji dan šel po kavo in cigarete. Napisal bi si listek, a kaj, ko ga bom izgubil. Niti sklonim se ne, niti se jim ne izmikam. To je zločin, vem, nič ne storim, še branim se jih ne več. Ne grozim, nič več ne počnem. Hodim po njih. Veš, kakšno zadovoljstvo. Neke sorte orgazem. Pogledal sem se v ogledalo, ki ga imamo v avtomobilu. Tisto pritrjeno, nekakšno eksterno. Kdo nosi ogledala s seboj v avtu in ni ženska? Franc pravi, da je prebral, da naj bi nekateri imeli tekom dneva drugačne oči. Zjutraj, ko ugledaš svetlobo sveta, naj bi imel drugačne oči, kot pa zvečer, ko padeš v posteljo. Ali na nekoga, če imaš srečo. Dobra fora, to si moram zapisati. A ja, ne pišem, ker izgubim. Potem so ga pred mojimi očmi ubile reklame. Reklame same po sebi niso nevarne, je rekel, ko ga je zasukalo v zraku. Na svežnju gospodinjskih aparatov iz podružnice trgovine GA ga je spodneslo. Zbral sem se za trenutek in pogledal svoje oči. Zenica je bila odprta na široko, kar ima verjetno neko minimalno povezavo z dogajanjem zadnjih nekaj ur. Upajmo, da policija ob morebitni kontroli ne bo enakega mnenja. Z glavo je nerodno treščil, to je bilo. Zdaj je večji del dneva katatoničen. Zvit v 2 gubi razmišlja, kje je cvetača 2,99 in kje 3,49, če razmišlja. Včasih se mi zdi, da me imajo na muhi, po drugi strani je to paranoja. Zakaj mene, vice prvaka Goja, v svojem mestnem okrožju?